Drage dame, cenjeni gospodje, dragi otroci, dragi otrokinje, dragi starši, drage starše. Ja, zdaj pa ne. Lepo pozdravljeni na zborovskem bumu v Ribnem. Moje ime je Rok Bohinc, oziroma kot me pozna večina otrok tukaj zadaj, Rok iz Osvežilne fronte ali pa Rok iz Firpcologov. Jaz bom danes skrbel, da bo ta prireditev potekala nemoteno in brez poškodb, s tem, da vas moram opozoriti, če boste laufali, se boste spotaknili in padali, v tem primeru jaz ne odgovarjam za nič. Jaz bi na tej točki rad samo opozoril, da jaz nisem vedel, da bomo nastopali danes brez sence in zato sem malo preveč oblečen. Vem, kaj si zdaj mislite, ne, da je Rok, telovnik dej dol, pa kravato si lahko odpneš, ne morem, zato ker kravata je omazana, srajca je pa premajhna in so luknjice vmes, tako da jaz se bom topil danes in upam, da me boste razumeli, ampak vse verjetno je vam tudi toplo. Pustimo to. Po 2 letih premora se končno vračajo območne revije pevskih zborov, ki jih organizira Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Zborovski bum se je v preteklosti že nekajkrat odvil v Mariboru na pobudo Zavoda za šolstvo Republike Slovenije, zdaj pa so organizacijo za posamezne revije prevzele območne izpostave JSKD-ja, seveda s partnerstvom Zavoda za šolstvo Republike Slovenije. In da bo ta prireditev potekala čim bolj sproščeno, se moramo spoznati. Kako bomo to naredili? Gospod, hvala, da ste vprašali. Zelo preprosto, na 3-4 zdaj se boste vsi zadrli vsak svoje ime, kar si predstavljam, da ne bi smeli biti pretežko. Če je kdo slučajno pozabil, poglejte na oseben dokument, tam boste videli, ta prva od obeh besed je vaše ime. Isto vi, se boste zadrli vsak svoje ime, velja? Na 3-4 zdaj. Smo pripravljeni? Smo. 3-4 zdaj. Jaz sem slišal samo Inge, kar je zelo primerno, glede na to, da je ona tista, ki je zdaj na vrsti, da pove nekaj uvodnih besed. Tako da, dame in gospodje, na betonsko površino prihaja predstavnica Zavoda za šolstvo Republike Slovenije, Inge Breznik. Hvala lepa. Najprej, dragi otroci, a je fajn peti v zborih? Zakaj pa je fajn peti v zborih? Zato, ker znate peti, je en krasen odgovor, en aplavz, zato, ker znajo peti. Jaz pa vem še boljši odgovor. Veste, zakaj je fajn peti? Zakaj je fajn peti v zborih? Zato, ker imate fenomenalne učiteljice. En aplavz za učitelje in učitelja, vem, da imate še učitelja, tako, glasbene vzgoje, glasbene umetnosti, krasno. Torej, imamo tukaj en zbor krasnih pevcev, en nabor krasnih učiteljev glasbe in en nabor krasnih staršev, ki podpirajo naše mlade pevce in naše krasne učitelje, ki to stvar gonijo z entuziazmom naprej. Bravo, starši! In res je tako, kot je rekel naš gospod Firpcolog, da smo 2 leti sedaj bili malo zapostavljeni s to dejavnostjo in zato letos začenjamo tako, kot se zagre, z enim takim skupinskim dogodkom in to na 60 prizoriščih po Sloveniji. V tem času 14 dni, ravno danes dopoldan sem bila v Ljubljani, jih je pelo 500 otrok. Kaj mislite, koliko je pa vas? 300 otrok imamo tukaj, vidite, kakšna številka je to? In na tej prireditvi se bojo predstavili tako otroški kot mladinski pevski zbori. Še enkrat hvala, starši, da podpirate to dejavnost. Vlagajte v to dejavnost čim več vaše podpore strani na tak način kot sedaj, da hodite na prireditve. Hkrati bi se rada zahvalila vsem vodstvom šol, ki moram reči, da podpirajo odlične glasbenike, to pomeni, da je tudi vodstvo odlično, bravo ravnateljice, ravnatelji, en aplavz še za njih. In če bi jaz znala tako dobro vse te skladbice, ki jih boste danes zapeli, bi se postavila med vas
in zraven vas pela. Toliko vam pa iz srca zavidam, ker to tako obvladate, da bom jaz se zraven vas zdaj tamle učila vse pesmi, tu pa tam malo odprla usta, zaradi tega, ker vem, da ste vadili zadnje 2-3 mesece kar zmešani za to prireditev. Je res? A vidite, ko so vadili, pa hvala Bogu, da so imeli možnost, pa da smo te mehurčke odpihnali stran. Zdaj pa pustim glasbi svojo pot, še enkrat velik aplavz za naše otroke in vse tiste, ki to podpirate. Hvala lepa vam. Hvala lepa, gospa Breznik. Jaz sem sicer upal, da bom jaz tisti, ki bo grel publiko z aplavzi, ampak ste vi to naredili že namesto mene, tako da toliko stran od mojega honorarja očitno. Pred nami pa je še vedno en nagovor, ampak prej moramo narediti še eno malenkost in sicer ogreti moramo obe dve možganski polovici. Tam se mi zdi, da mi en gospod ves čas maha. Ja, verjetno mahate otroku, sam vas ne vidi, jaz pa vas, tako da, ok, v redu. No, zdaj smo se pozdravili, zdaj pa dovolj, nehimo si mahati. Kar bomo naredili bomo eno zelo preprosto stvar, to isto velja za vas. Na obe dve roki bomo naredili, jih bomo dali v pesti. Stisnemo obe dve roki v pesti. Ja, zdaj imate kar odložite na tla, odlično. In zdaj boste naredili, na eni roki boste potegnili ven kazalca, se pravi samo tako, na drugi roki pa palca. Se pravi samo na eni roki kazalc, na drugi roki palc. Upam, da to ni pretežko, ker to je res začetek. Zdaj pa vse, kar morate narediti, in to je najlažja stvar na svetu, samo zamenite te dva prsta, samo naredite tole, pa nazaj, samo to naredite, to je to. In jih samo menjamo, Ok. Nekaterim gre, drugim ne, nekateri imajo ves čas dva palca na eni roki, lejte, pa se zgodi. V redu, jaz mislim, da ste pripravljeni, lahko danes tekom prireditve tudi še kdaj probate. Zdaj pa je čas še za drugi nagovor in sicer bo na oder prišla ravnateljica osnovne šole profesorja doktorja Josipa Plemlja Bled, gospa Nataša Ahačič. Dober dan. Prav prijazno pozdravljeni vsi, seveda najprej v prvi vrsti naši pevci, zborovodje, potem seveda tudi predstavnica Javnega sklada za kulturne dejavnosti, vodja območne izpostave Radovljica, gospa Tatjana Kržišnik, višja svetovalka Zavoda za šolstvo za področje glasbe, gospa Inge Breznik, ravnatelji osnovnih šol, starši in seveda vsi prijatelji glasbe, dobrodošli pod Ribansko goro. Danes bomo del spektakla, namreč skupaj bodo prepevali pevski zbori, kar 9 jih je. In sicer iz 8 osnovnih šol, z Bohinja, Bleda, Gori, Lesc, Radovljice, Lipnice, Poljan nad Škofjo Loko ter Gorenje vasi, ter pa tudi zbor kulturnega društva Kropa. Torej, 9 pevskih zborov bo prepevalo domovinske in domoljubne pesmi. Prijazno pozdravljam tudi Geisten band, ki se je odzval povabilu, da bo spremljal pri nekaterih pesmih vse naše zbore, ter seveda gospoda Bohinca, ki se je odzval povabilu in bo povezoval program. Verjamem, da nam ne bo dolgčas. V taki obliki zborovski boom poteka prvič in seveda za organizacijo je poskrbela tudi naša šola, naša zborovodkinja gospa Irena Kosmač, za kar se ji izredno iz srca zahvaljujem. En aplavz za našo zborovodkinjo. Res je opravila veliko delo. Pomagala ji je pa tudi naša gospa Meta Pazlar in pa šolski parlament, tako da hvala tudi njim. Res me veseli, predvčerajšnjem pravzaprav se je zgodilo, ko je gospa Irena rekla, vse je pripravljeno, le še s palico dežja hodim naokoli. In Irena, uspelo je, tudi vreme nam je naklonjeno in pred nami je en prekrasen večer v prekrasnem okolju, tako da naj pod Ribansko goro zadonijo glasovi 300 pevcev, naj se pesem sliši daleč naokrog
in naj nas glasba povezuje. Hvala lepa. Tako, uradni del zgovor je za nami, vi ste ogreti, zdaj pa je čas, da začnemo s tistim, zaradi česa smo pravzaprav vsi tukaj, in to so zbori. Pri prvih 3 pesmih bosta zbor vodili zborovodkinji Eva Jelenc Drosk ter Irena Kosmač, na klavirju pa jih bo spremljala Mateja Jelenc Aranšek. Poslušali pa bomo himno Lepa je dežela naša ter črke čutne abecede. Pa dajmo en velik aplavz za začetek. Živi naši
Skladbe, ki smo jih in jih še bomo slišali, so zelo domoljubne, kar je tudi prav, ker konec koncev kultura je eden od najpomembnejših gradnikov vsakega naroda. In zato bi jaz v tem trenutku rad naslovil en zelo velik kulturni moment v Sloveniji in to je produkcija slovenskih romantičnih nadaljevank oziroma slovenskih telenovel. Zdaj verjetno veste, da par let nazaj smo v Sloveniji pogruntali, da znamo delati slovenske telenovele in smo jih naredili ogromen. Mi smo Eno žlahtno štorijo, Usodno vino, Gorske sanje in kar sem jaz ugotovil je, da so vse te telenovele narejene po istem principu. Vse se dogajajo, imamo enega takega bolj norega mladeniča, ki bo med kulturnim trenutkom plezal na koš. Ne, vse v redu, naj pleza, samo merkite, da ne bo dol padel, ker pa sem jaz odgovoren. Skratka, delali smo ogromno enih telenovel in vse te telenovele so bile narejene na zelo, zelo podoben način. Vse so se dogajale v nekem delu Slovenije, recimo na Gorenjskem, in vse so vzele eno značilnost iz tega dela Slovenije, recimo v primeru Gorenjske gore, in potem so imeli vse zraven en pridevnik povezan z ljubeznijo, recimo sanje. In tako so nastale Gorske sanje, telenovela, ki je ni gledal nihče, kljub temu, da je imela zelo podobno zgodbo kot pa Bergdoktor, telenovela, ki ste jo pa gledali vsi, baje. In zdaj, da vam dam še en primer, da vse telenovele so bile narejene na isti način, Usodno vino. Usodno vino je telenovela, ki se dogaja v eni zelo vinorodni pokrajini na Slovenskem. In so rekli, ok, se pravi, glavni izvozni artikel je vino, ampak kakšno je to vino? Je veselo, je žalostno vino? In rekli so, ne, to ni v redu, rabimo drugače razmišljati. Dajmo razmišljati, kje shranjujemo vino, ali ga imamo v kozarcu, v steklenici. In potem nekdo vprašuje, v sodu imamo tudi vino, ne? In tako, v sodu je vino, Usodno vino, imamo telenovelo. In zdaj jaz predlagam, da mi damo v vsako regijo eno tako telenovelo. Recimo, lahko gremo na Koroško, tam sta dve značilnosti, Črna na Koroškem, pa smučarka Tina Maze, in mi lahko naredimo eno telenovelo o mladi smučarki, ki se zaljubi v svojega veliko starejšega učitelja, naslov telenovele Črnjankina usoda. Recimo ogromno enih telenovel smo imeli na Primorskem, nobene ni bilo na obali, imamo Sečovlje. In zdaj bi mi lahko imeli telenovelo Soline strasti.
In to je telenovela zgodba o dveh družinah, ki se kregata, zaradi tega, ker bazenček od ene sega na parcelo od druge. Medsosedski spor, zelo slovenska tematika. Potem imamo recimo lahko štajerska telenovela, to je tako zelo taka enostavna, tam se sam pač veliko se pije, veliko se je, pa čuden se govori, ker smo na Štajerskem. Naslov telenovele Greh na Pohorju. Recimo Notranjska. Notranjska je znana po kraških pojavih in imamo lahko telenovele Vrtača prevar ali pa Uvala poželenja, Presihajoča ljubezen, Smrtonosni stalaktit, to je bolj plezalski triler, ampak še vse. In te telenovele ne samo, da imajo dobre naslove, še geografijo se lahko naučiš. In jaz bi dal še eno telenovelo, bi dal na Gorenjsko, in to je bila pa telenovela Zvoman srce. In ta telenovela bi se dogajala v eni majhni vasici, ki se imenuje Lom pod Storžičem, oziroma kot ji domačini pravijo Vom pod Storžičem, in zato je tudi Zvoman srce, ne, zato ker tam stvari niso zlomljene, ampak so zvomane. Okay. V redu, malo navdušenja je, malo ni v redu, toliko o tem kulturnem programu. Ja, ne, hvala, ni treba zdaj dva se razume, vi ste zaradi njih klele, zakaj bi zdaj brasovega človeka nagrajevali z aplavzi. V redu, čas je, da nadaljujemo s programom. Zborovodkinji in klavirska spremljava ostajata enaki, skladbe, ki sledijo, pa so Čarobna roža domovine, Nič ni bolj našega, Doma ter Sončna. Pri skladbi Doma pa se nam bo pridružila še solistka Zala Soklič iz osnovne šole Bled. Pa dajmo en aplavz za vse skupaj.
Doma sem tam, kjer zaspim in san spet zanje se podim. Dom je tam, kjer prebudim. Upe svoje jutra dan. Doma sem tam, kjer zaspim in san spet zanje se podim. Dom je tam, kjer prebudim.
Na teh prireditvah je vedno zelo lepo opazovati starše nastopajočih otrok, ki vedno vidiš mame, imajo te res raznežene obraze, ko gledajo svoje angelčke na odru, ali pa malo bolj strog obraz, pa malo sem tako, ko vidijo, da njihov otrok brska po nosu ali pa brca nekoga zraven, pa so v njihovih glavah samo čak, da se midva usedeva v avto in tam malo in vse v redu, leto vsi. Medtem, ko očetje drugače delajo, ne, pač očetje imajo večino časa, pa snemajo in na eni točki je težko vedeti, da res želijo ujeti vsak trenutek, ker so nekje na polovici šli na Facebook in enostavno noben ne pogleda na ekran, recimo ta gospod Klele, koliko časa on že snema. Kamere so povsod, kaj bomo še ujeli, ne. Medtem, ko drugi očetje so pa nekje na 3/4 dobili tak zasanjan pogled in veš, da razmišljajo, tako, po kateri poti najhitreje pridem do avta, da se izognem gužvi iz parkirišča. In sam dajo ženi razlagajo strategijo, ti sam zagrab tam avga, jaz bom ta drugega pa laufa moje, prav, ostali se bo pa zadek. To je zelo odvisno. No. Ampak kar se meni zdi zelo pomembno je, da vedno moramo pustiti otrokom, da so pač otroci, zdaj oni vstopajo v puberteto in jaz se spomnim, ko sem bil jaz v puberteti, je bilo grozen, ves čas. Mastna koža, mastni lasje, fantje vsake toliko časa zvenimo, kot da bi bili obsedeni s hudičem. Mami, me prav sem peleš v šolo, je grozen je. En najbolj groznih izkušenj, ki jih imaš v življenju lahko. In jaz se spomnim, jaz sem hodil na gimnazijo Kranj in jaz sem imel dve najbolj grozni profesorci na svetu, profesorco za kemijo pa profesorco za nemščino. In to sta bila profesorca za kemijo, glejte, če je kakšna klele, jaz se upravičujem, meni ste dali nočne more, samo toliko, da razumete. Profesorca za kemijo je bila taka majhna stara gospa, ki je imela tako ogromno trajno, zato da je izgledala malo višja in ona je imela tako nenavadno barvo las, tako ni bila zares ne roza, ne vijolična, ampak je bila tako nekaj vmes, taka rozasto vijolična. Se spomnite, ko smo imeli včasih tiste radirke, ki so bile pol modre, pol pa rozasto vijolične. Ona je to barvo imela gor. Kako sploh dobiš to barvo? Greš ti do frizerja z radirko in rečeš, to barvo, če mi date sem. In ona je imela pač to, ker je bila malo manjša, pa ne pravim, da je karkoli narobe, no, samo ona je bila majhna in je mogla zelo hitro hoditi in ona je ves čas nosila petke in mi nje velikrat nismo videli, samo slišali smo jo iz daljave, kako je prišla po hodniku, ker si sam slišal tak. Tako res, ko je ona vstopila v razred, jaz je nisem videl, ker sem sedel zadnji, jaz sem samo videl njeno roza frizuro. In je zgledal, kot da bi do konca ušilen svinčnik z radirko na glavi prišel noter in sem tak. In ona je imela ta poseben način spraševanja, ne? Ona je vzela pač en datum, ga seštela, odštela in pa je dobila številko v redovalnici. Vse to je veliko učiteljev dela, ne? Jaz se pišem Bohinc, jaz sem bil drugi po abecedi, ni šans, da dobiš številko 2. Njej je ratal. Bil je 27. september, dan, ki ga ne bom nikoli v življenju pozabil. In ona začne svojo matematiko. No, danes smo pa 27.9. 27 minus 9 je 18, deljeno z 2 je 9. Tlele imamo pa kar 2 devetki. No, naj drugi pride pred tablo. Bi se zgregor pred tablo, kako je ona to zračunala, kaj se je zgodilo. Zabijem na celi črti in ko se usedem, ona, zato da bi se še malo slabše počutil, ona začne z enim izmed 2 stavkov, ki smo jih ful velikrat slišali. No, veste, na gimnaziji zelo hitro ločimo zrno od plevela. Takile ne bodo naredili. Hvala, to sem rabo zdaj, res. Njena druga priljubljena stvar, ki jo je skozi govorila, je pa bila, ja, veste, se jaz nisem velika, ampak sej strup je tudi v majhnih flaškah, a ne? Jaz sem vedno imel v glavi, no pol pa popita strup, pa umri. Ampak ona ni bila najbolj grozna. Najbolj grozna je bila pa učiteljica za nemščino. Zato, ker nemščina je pa narejena za stare ljudi, da se derejo na majhne otroke. Res. Nein, das ist nicht richtig, nein. Tej gospe se je strgal vsakič, ko je nekdo od nas narobe naglasil besedo schön, da smo rekli schon, nam je schön. In ona je vedno ponorela tako, nein, nicht schon, schön, mit umlaut. Veste, kaj je umlaut? To sta tisti 2 pikci nad ojem ali pa nad ujem, ki črko spremenite v
Jaz sem do konca srednje šole mislil, da umlaut v nemščini pomeni kreten, ker se je ona skozi name drla, umlaut! Ja, edina stvar, ki sem se jo jaz naučil v srednji šoli od nemščine, je bila ich bin Moza in kriminalpolicaj, das ist meine Partnerwitz, ja. Grozen. Tako da morate jih razumeti, no. Puberteta je težko obdobje, samo to sem želel povedati. V redu, zdaj pa lahko nadaljujemo z naslednjima oziroma zadnjima dvema pesmima. Na odru se nam bo pridružil Geisten Band ter zborovodkinja Irena Kosmač. Vsi skupaj pa nam bodo zaigrali Dan ljubezni in zemlja pleše, pa dajmo en aplavz. Pusti ti za
Tako, s tema dvema skladbama smo prišli do zaključka današnje prireditve, čas je še za zadnje dejanje. Na oder bi rad povabil vse sodelujoče zborovodkinje. Za vas imamo manjšo pozornost, oziroma glede na to, da zadnje čase kar precejkrat kupujem rože za ženo in vem, koliko stanejo, je to kar precejšnja pozornost. Ko slišite svoje ime, pridete na oder, prevzamete rože, nato pa do konca počakajte tukaj z nami. Lahko pa damo kar en aplavz, vsakič, ko povem eno ime. Najprej Eva Jekovec in Nina Pohleven iz osnovne šole Antona Tomaša Linharta Radovljica. Eve danes ni z nami, ker je ravno postala mama. Mislim, ne zdajle, ampak pač pred kratkim je postala mama, tako da je bo šopak verjetno nekdo dostavil. Naslednja Marta Wolf Trojar iz osnovne šole doktorja Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica. Naslednji sta Tanja Leban in Melita Čušin iz osnovne šole Fran Saleški Finžgar Lesce. Irena Kosmač iz osnovne šole profesorja doktorja Josipa Plemlja Bled. Irena je v bistvu neke vrste rok zvezdnica med zborovodkinjami. Naslednji sta Ana Miloševič in Melita Gerdej iz osnovne šole Gorje. Preden se začnete razburjati, že slišam, razumem, da so Gorje, ampak Gorje je bolj smešno. Petra Čebulj iz osnovne šole Staneta Žagarja Lipnica. Eva Jelenc Broski iz kulturnega društva Kropa. Boste šli vse za mano? Ja? Neža Erznožik iz osnovne šole Ivana Tavčarja Gorenja vas. Jaz se opravičujem za vse napačno naglašene priimke, razen osnovna šola Gorje, je vse nenamenoma. Naslednji je Matjaž Slabej iz osnovne šole Poljane nad Škofjo Loko. Nato bo na oder prišla Meta Pazlar, šolski parlament osnovne šole profesor dr. Josip Pleml Bled. Zabavno dejstvo, šolski parlament je tudi edini parlament, ki kaj naredi. Hecam se, prosim, dajte zrezati to dal. Naslednja je Mateja Jelenc Aranšek, ki je skrbela za klavirsko spremljavo. Zahvala pa gre seveda tudi dr. Inge Breznik, svetovalki za glasbeno umetnost pri Zavodu Republike Slovenije za šolstvo. Hvala vsem. Za ostale sicer nimamo rož, bi se pa radi še posebej zahvalili in sicer hvala osnovni šoli profesorja dr. Josipa Plemlja Bled, gasilcem prostovoljnega gasilskega društva Ribno ter osebju piknik prostora pod Ribansko goro za pomoč pri izvedbi prireditve. Tako da dajmo en aplavz za vse. Hvala seveda vsem v imenu organizatorja prireditve Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti območna izpostava Radovljica. Sem pa zvedel, da je ravno kar prišel tudi župan, kar pomeni, da moramo celo prireditev odzvesti od začetka. Tako da, če tako bomo... Ne bi.
Lahko mu pa damo besedo, to bo eden izmed prvih zaključnih začetnih govorov, tako da na oder vabim župana občine Bled, gospoda Janeza Fajfarja. Lep pozdrav vsem. Veliko raje bi bil, da bi bil tukaj že na začetku, ampak je danes tu 30-letnica osnovne šole Antona Janše s posebnim programom, kjer je bil tudi prekrasen in galjiv, ampak tukaj sem prišel na konec enega največjega praznika življenja po teh 2 letih. Mislim, da smo vsi edini v temu. Čestitam vsem, ki ste to pripravili, javnemu skladu, vsem, ki se ukvarjate z otroci in da to iz njih stisnete, kar stisnete. To je prekrasen dogodek na tem lepemu kraju in hvala za vse in dobrodošli še naprej tukaj pri nas. Če se pa kaj zmotiš, pa nič hudega, se ste dosti. Tako, to je to. Upam, da ste se v moji družbi zabavali. Če pa se slučajno niste, če imate pa slučajno kakšno pritožbo, ne pozabiti, moje ime je Sašo Stare. Lahko mi pišete kjerkoli, Facebook mail, Sašo Stare in sam povejte, kaj vas moti, ni problema, vse sprejmem. To pa je to. Lep dan še naprej in nasvidenje. Ne še tako hitro, prosim. Danes ste videli, ko se je on ušmekal, ne? Se drugačni nikoli tak. Ampak ptičica mi je povedala, da Rok danes praznuje rojstni dan. Vse najboljše za ti, vse najboljše za ti, vse najboljše, dragi Rok, vse najboljše za ti. Vam ne bom častil, prosim, če greste. Končali smo prireditev, poberite svojega, svoje pa to je to. Lepo se imejte, nasvidenje.